Ja. No pa gledata. Mi da se pa od hirurgologov pa naj zanima, kako deluje snežni top. Ja, no, vam bom zdaj razložil par stvari o topu. Kako deluje? Ja, za vsak top rabimo prvo elektriko in napeljano vodo. Plus tega ima vsak top turbino, se pravi ventilator, ki nam daje zrak, potisk vode iz topa in pa dizel, s katero vbrizgamo vodo. Zakaj pa potrebujete ventilator? Ventilator je pa potreben zato, da pomaga vodo razpršiti in zato, da je domet snega daljši. Kako s tem topom naredimo sneg? Ja, vodo najprej spravimo v top in jo pripeljemo do samih diz. Skozi dize se voda razprši. In razpršena voda potuje po zraku in sproti zmrzuje. Kako pa lahko top hitro zmrzne? Zato, ker potrebujemo še mraz. Za vsak zasneževanje rabimo vsaj -1 stopinjo. Koliko snega pa naredite top? Ja, to je pa odvisno od temperature zraka, ampak neko povprečje je tam okrog 10 do 15 kubikov snega na uro. Koliko pa je to? A koliko je 15 kubikov? Ja. To je približno za 3 kombije, avtomobil kombi. V kolikšnem času zasnežite celo smučišče? Celo smučišče zasnežimo približno v 2 mesecih. Koliko topov pa imate na Krvavcu? Na Krvavcu imamo vseh topov približno 100. Kakšna je pa razlika med naravnim in tem snegom, ki je iz topa? Med naravnim in tehničnim snegom je razlika predvsem v strukturi snežinke, ker iz topa gre ven kugelca. Narava nam pa da snežinko. A pol je boljše, če je naravni sneg ali ta iz topa? Oba sta super. Zdaj, najrajš bi videli, če bi imeli samo naraven sneg, ampak narava nam ga ne da. Tako ga moramo narediti in se zadovoljimo tudi s temo. Je pa bolj obstojen ta sneg in bolj kompakten. No, če vam je pa res fej zanima, vam bo pa jaz pokazal, kako to dejansko deluje ta top. Glejte, tukaj imamo prvo ročico, s katero top obrnemo, da ga usmerimo tja, da z vetrom dela sneg. Tukaj imamo pa komandno ploščo, na katerega pa prižgemo. Zadnja faza, ki jo bomo pa naredili, bomo pa prižgali ventilator.